Pozdravljeni. Zopet smo tu in na vrsti je že 26. letošnji komentar novic, kjer bomo kot običajno skupaj skušali ugotoviti, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat, kot običajno, se bomo ustavili pri 4 različnih sklopih novic. Ukolikor vas zanima, kaj piše v navedenih člankih, imate bližnjice do originalov, seveda navedene v samem opisu in kot običajno tudi tokrat, ko bo slika v barvah, pomeni, da navajam tisto, kar je napisano v članku, ko se bo ta spremenila v črno-belo, pa podajam moje osebno videnje in moje osebno mnenje. Drugače ne bi imeli komentarja novic. A pojdimo kar k našem prvem današnjem sklopu. Zadeva, o kateri se je govorilo že na dolgo in široko. Pri FII so malce popravili pravila, kar se tiče superlicence. O tem smo lahko brali na uradni spletni strani Formule 1 f1.com 14. junija. Govori se o tem, da Formula 1 hoče za vsako ceno, naprimer že letos, imeti na štartnem razporedu Andrejo Kimija Antonellija. In lahko ste tudi vi v raznih virih prebrali, kako se dobesedno trudijo, da bi zaobšli tista pravila, ki so stopila v veljavo, ko je Max Verstappen prišel, po mnenju nekaterih, premlad v Formulo 1. A gre za to, da FIA si zadržuje pravico, da lahko nekomu, ki izpolnjuje vse ostale pogoje, dovoli, da v Formulo 1 vstopi tudi 17 let. Mnogokrat pozabimo na nekaj, kar je bistvenega. Lepo je v neskončnost ponavljati Andrea Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli. Ampak Andrea bo 18. rojstni dan dopolnil 25. avgusta. Vsakdo lahko pogleda na koledar in kaj hitro ugotovi, da manjkata samo še 2 meseca. Torej, neke spremembe pravilnika v tem primeru ne prinesejo bistveno bolj zgodnjega nastopa v cirkusu Formule 1, če bo do tega sploh prišlo. Pravilo, ki ga je bilo verjetno tudi potrebno spremeniti oziroma prilagoditi. Namreč Antonelli ima vse ostale pogoje, naprimer točke superlicence, kar pa marsikateri vozniki iz Združenih držav Amerike nima in se pritožuje, da pri njemu izjem niso delali. Tako je mnogokrat pri takšnih spremembah, vidimo le tisto, kar nam je povšeč. A pojdimo k našem drugem sklopu, ki se tudi ukvarja z mlajšimi vozniki, ki pa tokrat niso zablesteli v oni pravi luči. Prvak Formule 2 Theo Pourchaire je izgubil svoj sedež. Tako so poročali mnogi viri in tu navajam članka iz spletnega portala RaceFans ter motorsport.com. Oba sta bila objavljena 18. junija. Theo Pourchaire je lani, lahko bi dejali, končno zmagal prvenstvo Formule 2. V tej kategoriji je vztrajal približno 3 sezone in pol. In ker ni dokazal tistega talenta, se je preusmeril v japonsko superformulo, ampak dobil priložnost v seriji IndyCar, kjer je vskočil v ekipo McLaren. Ampak tam je zdržal le 5 dirk. In kaj se je zgodilo? Na svoji prvi dirki Theo Pourchaire je pokazal določen talent, namreč
kljub slabšim kvalifikacijam, kar je bilo razumljivo, je pridobil kar 11 mest. Ampak na to nekega napredka ni videl nihče. Le enkrat mu je uspelo priti v prvo deseterico in to na 10. mesto. In vsakdo se lahko začne spraševati, kako je to možno, a niso, na primer, evropski vozniki bistveno boljši po ameriških. Vsaj tako vsi pravijo. Verjetno kaj takega ni res. Prvič, Theo Pourchaire ni bil nek izjemen talent, kar sem že omenil v samem začetku, ko smo gledali njegovo izjemno dolgo kariero v Formuli 2. Drugič, Theo Pourchaire je pokazal izjemno mentalno šibkost, tako v sezoni 2023 kot leto poprej, ko ga je premagal Felipe Drugovich. In tretjič, videli smo tudi pri Fernandu Alonsu, da ni kar tako preiti iz evropskih serij v ameriške. Čeprav Theo Pourchaire je treba priznati, da je izpustil dirko za 500 milj Indianapolisa. Ampak tu bi lahko dejali, da gre za že videno zgodbo. Nick de Vries, konec koncev, kljub temu, da je bil prvak Formule 2 in svetovni prvak Formule E, ni dokazal tistega, kar bi pomenilo, da bi si ohranil mesto v Formuli 1. Mogoče Theo Pourchaire je še stopničko niže. Ampak takšno je življenje. Pojdimo mi raje k našem tretjem današnjem sklopu. Ali bo šla Formula 1 v sezoni 2026 korak nazaj? O tem razglablja Giorgio Piola v članku, ki je bil objavljen 28. junija na spletnem portalu motosport.com v italijanskem jeziku. Govori namreč o tem, da nova generacija bolidov, ki še ni ugledala luč sveta, ne bo imela več tako imenovanega talnega efekta. In seveda, zaradi avtorskih pravic vam ne morem pokazati skic znamenitega Giorgia Piole, a vračamo se v tisto, kar je bilo do pred kratkim znano kot ravno dno. A verjetno se marsikdo sedaj sprašuje, zakaj takšna poteza. Pri predstavitvi tistega modela, tistega renderja novega bolida za sezono 2026 se je omenjalo, da talni efekt ne bo več tako močan. In seveda tudi z ravnim dnom imamo ta učinek, ampak bistveno manjši. Ampak sedaj, če si ogledamo tistega najbolj znamenitega, po mnenju mnogih, prvega zares uspešnega bolida s talnim efektom, govorimo o Lotusu 79, nam bo takoj jasno, da če ne pomagamo tem dvem Venturjevim kanalom na samem dnu, se lahko zgodi marsikaj in izguba aerodinamičnega oprijema je izjemno visoka, vsaj tistega, kar generira dno. Ampak pozabljamo na nekaj bistvenega. Talni efekt je Ross Brawn ponovno vpeljal v svet Formule 1, da bi znižal tiste vrtince, ki jih generirajo na primer prednji in zadnji aerodinamični stabilizator. Zato, da pri prehitevanju bi imeli tisto pravo mero oprijema in ne bi imeli težav z zvrtinčenim zračnim tokom. Ampak sedaj, če bomo ukinili ta del, ki nastaja pod samim bolidom, bo potrebno zvišati tisti oprijem, ki ga generira prednji, zadnji stabilizator in seveda celotna šasija bolida Formule 1, kar pomeni preneseno znova zvrtinčen zračni tok. Kar bi lahko pomenilo, da se vračamo nazaj v tisto obdobje, ko so nekateri trdili, da se ne da prehitevati. Ampak pravilnik za sezono 2026 je bil predstavljen komaj v svoji
prvi verziji. Treba je podpisati še pogodbo Concord in sam verjamem, da se bo spremenilo marsikaj. A zanimivo je videti, da zadeva tako na prvi pogled je izjemno nedodelana in lahko bi dejali tudi malce nepremišljena. A pojdimo še k zadnji današnji temi. Za konec pa še tista, kot običajno, malce bolj lahkotna in ne toliko resna tema. Verjamem, mnogi izmed vas ste spremljali tudi znamenito dirko za 24 ur Le Mana, kjer smo videli drugo zaporedno zmago Ferrarija. In to so zapazili tudi mnogi pisci, ki svoje poslanstvo posvečajo svetovnemu prvenstvu Formule 1. Med njimi Leo Turini, ki je v svojem blogu 16. junija 2024 zapisal dolgo in izjemno gorečo hvalnico ne samo Ferrariju, temveč tudi Johnu Elkanu in vsem, ki so doprinesli k tej, moramo priznati, zgodovinski zmagi. Pustimo sedaj pri robu tisti balance of power in druge podrobnosti pravilnika v prvenstvu endurance. Zopet se pozablja na nekaj. Res, Ferrari je zmagal drugič dirko za 24 ur Le Mana v dveh zaporednih izvedbah. Ampak gre za Ferrari in ne za Scuderijo Ferrari, ki je del Ferrarija, ampak s programom Endurance nima nobene niti najmanjše zveze, nobenih sinergij, nobenega pretakanja znanja in še bi lahko naštevali. Res, videli smo, da v posadkah sta bila tako Giovinazzi kot Fuoco, ki sta rezervna, testna voznika Scuderije Ferrari. Ampak marsikdo se lahko začne spraševati, ko je bila ona priložnost nastopiti na dirki svetovnega prvenstva, so seveda poklicali Olija Bermana, ki je seveda to zaupanje opravičil. In tako lahko vidimo, da Fuoco in Giovinazzi imata podoben status kot na primer Mick Schumacher pri Mercedesu, kjer so ga takoj posodili Alpino, prav v programu vztrajnostnih dirk, kar se tiče prototipov. In tu lahko vidimo nekaj, kar marsikateri navdušenec, marsikateri navijač pozabi. Ferrari in Scuderija Ferrari sta povezana, ampak ne gre za eno in isto zadevo. Podobno smo dejali že lani, po tisti fantastični prvi zmagi. Ampak letos se je tisti odmev še toliko povečal, zato je potrebno zopet to podčrtati. Ampak, kot ste razumeli, prišli smo do konca tudi tokratnega 26. komentarja novic. Smo na polovici leta, a zaenkrat hvala za vašo pozornost in nasvidenje.